Zdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili, a veste o čem? Kateri vitamin je najbolj pomemben za pozitivno razmišljanje? Bi človek rekel, vitamin pa pozitivno razmišljanje. Pač pozitivno razmišljanje se odločiš, pozitivno razmišljaš. Ampak, kdor je hranilno podhranjen in komur manjka tega vitamina, lahko pozabi na pozitivno razmišljanje. Enostavno ga misli, ga enostavno odpeljejo, hormoni ga odpeljejo v negativno stanje. In to je vitamin B3, ki ga dobite. Verjetno večina ljudi ni, da kar reče, vitamin B3 je tako, kot bi iz rokava stresel. V glavnem, vitamin B3 je ključna sestavina hormona sreče. Hormon sreče vpliva na dobro razpoloženje in ena aminokislina imenuje se triptofan, ki dejansko vpliva na to, da se vse skupaj zgodi. Kaj naj pojem? No ja, glejte, iz vsake knjige majčkan znanja, ko imajo hormoni žur, ko imajo moški hormoni žur in ko ima življenje žur. V glavnem, zdaj bomo pa pogledali na hitro. Za vse tiste, ki vas zanima pa več informacij, v torkih zvečer imam predavanja Zoom za tiste, ki ste na moji mailing listi. Tako da od spodaj imate povezavo in kdor je na moji mailing listi, dobi povezavo do Zooma in potem tudi pošiljam posnetke tega Zooma in vsak torek razlagam neko določeno temo. Predelali smo že prebavo, zakisanost telesa, kandido, prebavne encime, bolj podrobno. V glavnem, šli bomo seveda tudi na hormonsko stanje, predelali bomo imunski sistem, predelali bomo srce in ožilje, ampak podrobno. Tukaj v teh videih vam dam nekaj informacij, ki si poiščete več znanja sami. Tam pa grem v podrobnosti, razložim točno, kaj je treba narediti, katere čaje piti, katero hrano, kako kombinirati skupaj, da dejansko se zgodi ta čudež v našem telesu. No, zdaj pa poglejmo najprej vitamin B3, ne hormon, ampak vitamin B3. Komur ga manjka, je utrujen, ima oslabele mišice, ima spremembe na koži, razpoke v ustih, pogoste glavobole, nespečnost, raztresenost, razdražljivost, se pravi razdražljivost je stran od pozitivnega mišljenja, in povišan holesterol, ima težave s prebavili, v glavnem, in predvsem je brez energije. No in ta vitamin B3 ga dobimo drugače recimo v ribah, pa v perutnini, v jajcih, mleku in ki se zatakne veliko ljudem. Ker ne jejo mesa, ker ne jejo jajc, ker ne pijejo mleko, ker mleko je itak samo za teličke, ker so jim gobe za nič, ker losos preveč smrdi po ribah, mandi so pretrdi. No ja, edino čokolada je dobra. No, za čokolado pa mnogo ljudi reče, ja, to je pa vir hormona sreče. Ja, vir debelosti pa hormona nesreče je čokolada, če mene vprašate. V glavnem, zakaj ljudje posegajo potem po čokoladi, ker ja, čokolada, temna čokolada vsebuje vitamin B3. Veste zakaj? Ker vsebuje notri tudi aminokislino triptofan. Zdaj pa triptofan je pa, to je pa zdaj iz knjige, ko imajo moški hormoni žur. Se pravi, komur manjka te aminokisline, je depresiven, ne spi, ima občutek ohromelosti, je napet, občutek razdraženosti v telesu, kot da vibrira. Ima migrenske glavobole, preobčutljivost telesa na bolečinama in občutek popolne sesutosti. In prav ta aminokislina triptofan je osnovna sestavina vitamina B3, da jo telo sploh lahko sprocesira. In v glavnem, aminokislina triptofan tvori hormon sreče, gradi živčevje in možgane. V glavnem, zdaj pa poglejmo, kaj se zgodi. Ljudje to aminokislino, se pravi, dobimo s hrano. Jajca, špinača, mleko, skuta, jogurt, kefir. Vse lepo in prav.
Ampak, kje se lahko zatakne? Zatakne se dejansko lahko tukaj, da imamo premalo prebavnih encimov, lahko se zatakne v tem, da imamo prenizko kislino v želodcu, da bi se sploh razgradile aminokisline, se pravi jajce, na manjše delce na aminokisline, da jih naše telo lahko vsrka. Lahko se zatakne v prebavilih, če imamo recimo vnetje črevesne sluznice, da dejansko telo ne more vsrkati teh hranil. Lahko se zatakne pri celici, ki je enostavno zapacana in hranilne snovi sploh ne grejo noter. No, v glavnem, če se vam dogaja to, da kljub temu, da jeste zdravo hrano, da niste, ne vem, strogi vegan, ki ne je skoraj nič drugega kot čokolado. Veste, da poznam vegane, ki dejansko jejo čokolado, ne je pa mesa. Pač, halo, cukor je, ne je pa mesa. Meni to res ne gre skupaj. No, v glavnem, zatakne se v prebavilih. Kako si pomagati pri prebavilih? Lejte, vzemite tole izboljšano verzijo Pro-Vitality Plusa. Zakaj? Ker so noter 4 vrste prebavnih encimov. To je zdaj nekaj neverjetnega. Noter je lipaza, encim, ki se izloča iz želodčne sluznice in podpira trebušno slinavko. Dejansko deluje na to, da se beljakovine razgradijo na manjše delce. Notri je aminokislina amilaza, ni aminokislina, prebavni encim amilaza, ki deluje na razgradno škroba, se pravi tudi ogljikovih hidratov. Poješ čokolado, ti rabiš prebavni encim amilazo, da se čokolada razgradi na manjše delce, na ogljikove hidrate, ki jih telo potem porabi za delovanje možganov. Potem noter je prebavni encim diastaza, ki deluje na to, da se ravno tako škrob razgradi na manjše delce, in papain. Papain je pa prebavni encim, ki deluje na razgradnjo beljakovin. Pojeste jajce, pojeste mleko, se razgradi potem na podlagi prebavnih encimov, recimo v tem primeru papain, ki je tukaj noter v Pro-Vitalityju, na manjše delce na aminokisline, in iz te aminokisline triptofan se potem gradi vitamin B3 in seveda tudi vitamin B12, ker se lahko hrana razgradi na manjše delce in v hrani mi dobimo tudi vitamin B12. Zato, ker lejte, vitamin B12 pa naprej, če ga nimamo, ni vezave vseh ostalih B vitaminov. Telo je ena taka zanimiva kemična komora, kjer se veže vse med seboj. Jutri, se pravi v torkovih predavanjih, imam pripravljen, o soli bom razlagala, ker je dejansko v soli razlagajo toliko s soljo, ne soli, preveč soli in tako naprej. Sol je tako ključnega pomena, da dejansko noben mineral se ne veže brez soli, brez natrija, in naprej B12 vitamin se ne veže, ta reakcija ne pride naprej. Tako nujno potrebna so. No, zdaj pa poglejmo naprej. Za vse tiste, ki ste že kronično depresivni, brez energije, žalostni, potrti. In zdaj, seveda, dnevi se krajšajo, zmerom več je te mračobne energije in prihaja najbolj mračoben mesec, 11. mesec, ker je vse turobno in takrat načeloma so ljudje tako, nekaj fali. Saj potem decembra je že boljš, ko se lučke prižgejo, pa smo že v tem pričakovanju Božiča, pač ko je Božič, se itak že naredi sončev obrat in se začne daljšati dan, ampak ta 11. mesec pa 10. mesec sta pa tako, kdaj bo tega konca, ne? In če vam manjka vitaminov, je normalno, da ste celi sesuti, hkrati vam pade imunski sistem in nič ne pomaga samo pozitivno razmišljati, ker vam enostavno kemizem v telesu vas popelje v negativo. No, za vse tiste, ki iščete naravne rešitve za psihično počutje, cela knjiga, Ko ima življenje žur, recimo kopel iz timijanovega čaja za ljudi, ki se težko sprostijo, so prenapeti, depresivni in ne najdejo miru v sebi.
Vemo, da timijan, ki je sorodnik od materine dušice, tako ali tako pomirja dihalne poti, pomirja kašelj. Timijan se splača dati v vsako omako, zaradi tega, ker dejansko dodaja vibracijo ljubezni, vse drugače ne moram reči. Hkrati pa deluje timijan, hkrati deluje na timus. Timus je pa inkubator imunskega sistema, deluje na to, da se dobro počutimo, da imamo to srčno energijo, ker je tik za prsnico tukaj zadaj. In ljudje, ki so kronično žalostni, se jim dejansko ta žleza z leti celo posuši. No, zdaj pa gremo na pozitivno razmišljanje. Prav, jutri zvečer v webinarju bom več govorila o tem, ne moram reči o psihičnem počutju, bolj imam pripravljen zdaj o hormonskem stanju, ampak dejstvo je, če nimaš hormona, sreče, serotonina, nič ti ne pomaga delati ker enostavno te življenje, te misli, te hormoni peljejo samo v negativo. Zdaj pa gremo na pozitivna sporočila, da vidimo. Najprej bomo nekaj kart prehod v novo dobo. Za vse vas, svetle dušice, ki tole poslušate, kaj vam ta trenutek stvarstvo sporoča? Kaj je zate res pomembno, da slišiš, da zavestiš, kaj je tisto sporočilo, s čimer te tvoja duša, vodniki nagovarjajo, kaj je prav, da ozavestiš. Angeli. Angeli so tu. Poslani so ti, da te vodijo, da te slišijo, ti pa dovoli, da si mirna in da slišiš vodstvo. Ko se ti dogaja, kako lahko slišiš vodstvo tvoje duše? Pač je nemogoče. Zato se za začetek samo umiri. Čas je za bolj radostno energijo, veselje. Lahko se veseliš vsakega dne. Dovoljuj, da ustvarjalna energija napolni tvojega duha. In naslednje sporočilo je: zaupaj toku življenja. Vse se ureja tako, kot je prav. Ja, včasih je prav to zaupanje tako težko, ker ko smo v vrtincu negative, je včasih težko samo zaupati. Če ste brali knjigo Skrivnosti milijonarjevega uma, na začetku je zgodba. Nekdo hodi po robu in pade čez prepad, se pravi, in se ujame, tako ujame, in kriči: naj mi kdo pomaga, naj mi kdo pomaga. In ni bilo nikogar. In se zasliši glas: tukaj je Bog, samo zaupaj, spusti se. In ta človek še bolj krčevito: aj še kdo, ki mi lahko pomaga? Ja, veste, včasih nam pomoč pride preko ljudi, ta božja pomoč. Ampak zaupati, da se bo vse uredilo. In to zaupanje, da se bo vse uredilo, je v bistvu potrjevanje tega, kar še ni, pa že je tukaj. Se pravi, ta hvaležnost, ki odpira vrata sreče, vsega dobrega. V Svetem pismu piše: kdor ima, se mu bo navrglo, in kdor nima, se mu bo odvzelo še to, kar ima. Hvaležnost. Kdor ima hvaležnost, se mu bo dalo še več. Se pravi, ta trenutek, tisto, česar nimate, kdor ni zdrav, se ta trenutek ukvarja samo s tem, kakšne težave ima. Kdor ima finančne težave, se ta trenutek ukvarja samo s tem, kjer ima problema, kako bo plačal položnice. Kdor ima razsute odnose, se ta trenutek ukvarja samo s tem, kaj ga je ranilo, kaj ga je prizadelo. Kdor ima razsute odnose v službi, se ukvarja samo s tem, kakšna krivica se mu je zgodila v službi. In namesto, da takrat, ko smo sredi te godle, da se ustavimo, pa enostavno rečemo: stvarnik, hvala za zdravje. Ali pa: hvala za zdravje ljubljene osebe. Hvala, stvarnik, za obilje vsega dobrega v mojem življenju. Hvala, stvarnik, za nove priložnosti, ki prihajajo v moje življenje. Se pravi, da zavestno začneš potrjevati to, česar še ni,
pa že prihaja v tvoje življenje. No, mi dve s Karlo spet snemava video, a ne, Karlček? Karla je prišla pomagati, Karla se je namestila k meni na kolena in je z mano tukaj. In se pravi, da že vnaprej daš stvarnik hvala za to, kar prihaja. Ker ko smo v tej godli negativne energije in se vrtimo samo s problemi, nas začne srkati navzdol. In prav hvaležnost za to, kar še ni in še prihaja v naše življenje, nam da tisto skočno desko, da lahko gremo naprej. Tako da res je hvaležnost ključna. Hvala za to, kar še prihaja v moje življenje. Ne, Karla, daj se pokaži, no, da te vidijo. Ja, takale lepa muca, ne da. To je tale naša Karla, ki je skoraj umrla februarja in zdaj se je obrasla in je tako gajsna mačka, lovka, dejansko zdravilka. Vse veste, da živali so posebna energija, ki nas zdravi. Gremo še na naslednje sporočila. Se pravi, ti, ki tole poslušaš. Kaj je zate ta trenutek še pomembno? Preveč jih je padalo ven. Zaupaj, potrpljenje. Prej je prišla zaupanje, zdaj je prišla potrpljenje. Se pravi, če ne prej, v roku parih mesecev, tukaj je nosečnica, pa je 1 lunina mena. Se pravi, spremembe se bojo že videle v roku 1 meseca, ampak tisto končno, tisto res končno, je pa tako kot ena nosečnost. Začni danes potrjevati to, kar si želiš. Zahvaljuj se za to, kar še nimaš. In čez 9 mesecev samo opazuj, kaj se je zgodilo. Dovolj času, da naredi svoje. Tako kot vsako seme, ki ga poseješ. Začni danes s to pozitivno energijo, s potrjevanjem tega, kar še ni. Stvarnik, hvala. Ampak tako, ne na ta način. Sem 3-krat vprašala, zdaj pa kje, da izrihtaj mi. To ne gre. Pri teh energijah ne gre ne s figo v žepu, niti ne gre barantanje. Ne gre. Pri energijah stvarnika gre za čisto energijo. Ko ponižno, enostavno prosiš, po drugi strani se pa zahvališ za vse tisto, kar že imaš. In se ti potem navrže še veliko dobrega. Ničnost. Ničnost pomeni kvantno polje. Vse je možno. Ker ti, ki tole poslušaš, si dejansko kreatorka, kreator tega, kar še bo. In potem počakaš teh 9 mesecev, da to, kar si ustvarila v tem praznem prostoru, pride v tvoje življenje. A vam nekaj povem, kaj se mi je zgodilo. V soboto je bil pri meni moj oče in jaz v petek govoriva in sem rekla, ata prosim te prines mi gnile marele, veste, dežnikarce, gobe. Sem rekla, jih bom malo zasejala tukaj. No, v glavnem, zdaj on je bil star 84 let in sem ga pol malo peljala na izlet z avtom in iz avta vidim eno marelo ob cesti in se peljem naprej, obrnem, grem nazaj, nabrala sem celo vrečo marel. In sem pobrala tudi tiste, ki niso bile preveč dobre za pojest. In sem jih zdaj malo tukaj okrog zasjala, ne, da bom imela bližje pač te marele. Potem razmišljam, kako bi rada imela te rumene žafrane, te jesenske, ker povsod tako lepo cvetijo zdajle, pač jih vidim. Tukaj po Krasu imajo toliko teh žafranov. In danes sem bila pri moji Ester. Ester je gospa, ki jo poznam, 31 let in en teden za mano je začela pri podjetju Neolife in sem bila pri njej in mi je dejansko dala celo gajbico čebulic. Enostavno rekla, a rabiš? Ja, jaz sem prav razmišljala, jaz bi pa to imela. Tako se ti začnejo dogajati čudeži. In pripravi se na spremembo. Sprememba pomeni, da, oglej si to karto. To, kar je zunanji obod tega vrtenca, te bo nosilo kot ciklon. Ampak gre se za to, da sebe spraviš v mir. V mir se pa ne moreš spraviti, če si hranilno podhranjena in če nimaš zadosti B vitamina, če nimaš aminokislin,
Lahko še bolj se trudiš pozitivno razmišljati, če nimaš B vitamina, boš od znotraj raztreščena. Se pravi, fizično telo najprej podpri, potem bo pa šlo naprej. In bodi navzoča. Trenutku. Na sporočila. Kaj ti angeli govorijo? No, zdaj pa gremo še na nekaj sporočil. Jaz vam tukaj le čarobne morske deklice. Te karte imam rada, luštkane so. Lepo vibracijo imajo, da vidimo, kaj ti stvarstvo sporoča, kaj ti želi zdajle sporočiti. To, kar se ti dogaja v glavi, posvetuj se strokovnjakom. Potrebuješ več informacij. Stopi v stik z nekom, ki je strokovnjak na svojem področju. Ja, pač očitno rabiš mehen več informacij. Ne vem, upiš se v mojo šolo, če vidiš, da te podzavest šofira in da imate vzorce družine popolnoma sesute. Začnemo 16. In še enkrat je prišla karta zaupaj. Trikrat je prišlo sporočilo zaupaj. Vaše prošnje se uresničujejo. Ostanite pozitivni in sledite svojemu vodstvu. Pač, kakšno jasno sporočilo danes zaupaj. Ampak, da ti lahko ostajaš pozitivna, rabiš B vitamin. In zdaj pa naprej, ženska mojih let. Mena predmenopavzno obdobje po 40. letu. Lej, čistko. V tem obdobju, če ti manjka B vitamina, kaj se zgodi? Začneš se rediti, zaradi tega, ker je B vitamin presnovni vitamin, manjka ti energije, zato posegaš po nezdravi hrani, ker telo kriči, daj mi zdravo hrano, in bolj kot ješ nezdravo hrano, bolj se potapljaš. In v tem obdobju imaš po vsej verjetnosti pubertetne otroke, moža, ki je v andropavzi, ostarele starše in v službi neke mlajše, napihnjene ljudi z velikim egom. Pa šofiraj, a ne? Enostavno je težko. In da ti ostajaš na površju, tako kot v avionu, najprej natakni sebi masko, potem pa pomagaj drugim. In zdaj, če si programirana na program, moram biti pridna punčka, to lahko preveriš z mišičnim testom. Če imaš ta program, ja, potem si pa res zrela za v mojo šolo, da dejansko greš najprej počistiti te programe, ki so ti jih vsadili, ko si bila majhna, da gremo počistiti korenine družinskega debla in da dejansko končno se osvobodiš vse prtljage, ki jo vlačiš za sabo. Pač da greš naprej, ker z vso prtljago, ki jo imaš, boš dejansko težko šla naprej. Saj pa poznamo primere ljudi, ko rabijo bolezen, ko enostavno rabijo priti do točke, ko ne morejo več, in potem pa lahko odložijo tisti ruzak, pa lahko pa grejo naprej. No, v glavnem, celo sporočilo današnje je zaupaj. Zaupaj, da te stvarstvo podpira, zaupaj, da boš vedno imela dovolj sredstev, dovolj informacij, dovolj vodstva, zaupaj, da je stvarstvo tukaj, da ti pomaga, mogoče včasih stvarstvo pomaga tudi preko kakšnega glasnika, včasih naključno srečaš neko osebo, včasih naključno slišiš neko sporočilo, včasih naključno, na ključ, a ne? Klikneš nekam, poslušaš tisto in prideš do nečesa novega. Ne veš, dovolj, zaupaj in boš videla, v parih mesecih se bojo zgodili taki čudeži v tvojem življenju, da boš lahko samo, ko jočeš od hvaležnosti. Enostavno, ko si tako hvaležen. Tako da v glavnem, to vam privoščam, uživajte, vse dobro. In za vse tiste, ki še niste na moji mailing listi, prijavite se od spodaj, zato da boste da dobivate in zume, in ponudbe, in vse tisto zadeva, kar je dejansko namenjeno vam za vašo rast. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in ne pozabite. Prva stvar je ljubezen do sebe, šele potem do drugih. Temu se sicer reče zdrava sebičnost, ampak enkrat je treba začeti. In ko boš to začela delati, boš videla, da marsikaj se bo spremenilo v tvojem življenju. Uživaj!